Pozdravljeni. Kvalifikacije so za nami in pred jutrišnjo veliko nagrado Monaka nas čaka še zadnji brifing. Kot običajno tudi tokrat zadnji brifing ima 3 ločene dele. V prvem delu si bomo ogledali vse tiste zanimivosti, ki smo jih lahko razbrali iz samih kvalifikacij. V drugem delu bomo našo pozornost nekako uprli v možen ritem, ki ga pričakujemo na veliki nagradi Monaka. V tretjem delu pa bom predstavil kot običajno moje videnje možnih strategij za nedeljsko dirko. A začnimo kot običajno na samem začetku s kvalifikacijami, kjer bi lahko najprej rekel, da brez večjih presenečenj. V prispevku pred kvalifikacijami sem nekako napovedal, da za skuderijo Ferrari je prva štartna vrsta dosegljiva in verjetno tudi izjemno zaželena. Oba voznika sta pokazala, da F1 pomišljaj 75 ima potencial tu na Monaku in nalogo sta opravila dobro. Druga štartna vrsta za Red Bull lahko tudi ni tako porazen rezultat, kot bi si lahko na prvi pogled mislili, ampak o tem malce več v tretjem, zadnjem delu. In seveda to, da je Max Verstappen na 4. mestu, ni tako velika težava. Vemo, da pri Red Bullu delujejo moštveni ukazi, zato menjava pozicij ni nič kaj tako kompleksnega. Videli smo tisto nesrečo v zadnjih sekundah tretjega dela kvalifikacij, kjer je Perez izgubil oblast nad svojim RB18 prav pri ovinku Portier tam na vhodu v tunel. Ta nesreča je v bistvu preprečila kakšno presenečenje, ni pa porušila nekega razmerja sil in upam, da se z menoj strinjate. Prvo manjše presenečenje, Lando Norris, ki je bil hitrejši naprimer od obeh Mercedesov. A videli smo skozi sezono izjemno nihajočo formo pri McLarenu. In po drugi strani Daniel Ricciardo danes je bil nekako zopet izven tiste forme, na katero smo ga navajeni iz prejšnjih sezon. Kolikor ne bo popravil naprimer splošnega vtisa na dirkaških vikendih, ne vem, kako zadovoljen bo svojo letošnjo sezono. Čeprav se govori, da ima podpisano pogodbo tudi za sezono 2023, ne vem, ali bodo pri McLarenu zadovoljni z njegovimi rezultati. Seveda, tudi lani je bilo podobno, ampak zmaga v Monci je popravila splošni vtis. Mu bo letos uspelo tudi kaj podobnega? Dvomim. Videli smo tudi presenetljiv rezultat za oba bolida ekipe Alpine. Tako Alonso kot tudi Ocon v zadnjem delu kvalifikacij. Alonso hitrejši od Ocona, hitrejši tudi od Hamiltona in vidi se, da Fernando se trudi obdržati svoj sedež. Videli bomo, ali mu bo to uspelo ali ne. Želim mu dobro dirko. In presenetljivo dober je bil vsaj na kvalifikacijah tudi Sebastian Vettel. Bistveno boljši od svojega moštvenega kolege in čeprav je izgledal na zadnjih dirkah dobesedno demoraliziran, tu v Monaku je zopet začel kazati tisto, zaradi česar je dobil sploh sedež pri Aston Martinu. Tudi njemu na dirki le vse najboljše. A imamo tudi nekaj, recimo temu, negativnih presenečenj. Seveda Gasly, ki je nekako nespametno začel tisti svoj zadnji poizkus. A zgodi se samo verjetno na veliki nagradi Monaka, je to malce bolj boleče.
In med tistimi, ki se niso uspeli prebiti v zadnji del kvalifikacij, ne moremo mimo Valtterija Bottasa. Čeprav njegov vikend je daleč od idealnega, ampak v bistvu je tam blizu, je v vrhu druge skupine namesto na repu prve. Tako da tudi v sami dirki s primerno strategijo bi se dalo marsikaj nadomestiti. Mnogi izmed vas ste verjetno pričakovali ekipo Haas višje, a videli smo pri Kevinu Magnusenu, da v bistvu ni šlo. Mick Schumacher s svojim rezultatom je pa pokazal, da nima še dovolj zaupanja, da bi se prebil nekoliko više. Ne upam se trditi, da je to njegov maksimum, kajti ukolikor primerjamo dosedajšnji vikend Schumacherja v tej sezoni s tistim, kar smo videli v lanski, je bistveno boljši. Spomnimo se ga na prostih treningih, kako je svojega Haasa razbil na ovinku Massenet in na to Casino. A ni važno, prišel je v Q2, ampak zopet bo izjemno težka borba, da bo prišel v tisto območje točk, če se ne bo zgodilo kaj nepredvidljivega. In na koncu bi rad nekaj besed porabil tudi za Nicolaja Latifija, ki ga mnogi strokovnjaki kritizirajo. Nicolas Latifi, po mojem osebnem mnenju, je soliden voznik, ampak ni material za šampiona Formule 1. Tokrat je bil hitrejši od Zhouja. Sedaj se lahko sprašujemo, so pri Alfa Romeo F1 Team napravili dobro potezo, da so izbrali Zhouja in njegove pokrovitelje, ali so imeli lahko tudi kakšne boljše opcije. Seveda, do sedaj je prinesel točko, ampak v primerjavi z Valtterijem Bottasom bistveno premalo. Pojdimo na naš drugi del, kjer se bomo malček ukvarjali s samim ritmom. A pred ritmom bi vam rad pokazal ta posnetek. Primerjava Red Bulla in Ferrarija po mikrosektorjih. Ferrari z zeleno barvo, Red Bull z modro. In na prvi pogled izgleda, da je Ferrari bistveno hitrejši od Red Bulla. Vsaj po tistem, kar kaže ta posnetek. Ampak, kolikor pogledamo ritem, bomo videli, da je razlika minimalna. Ampak pozor, ne trdim, da je Red Bull hitrejši od Ferrarija, le da je razlika tudi v vsakem mikrosektorju izjemno majhna. Seveda, ukolikor primerjamo tisto, kar smo videli na kvalifikacijah s tem, kar kaže ritem, vidimo, da tudi preostale ekipe so v bistvu tako razporejene, kot kaže skupni rezultat za oba bolida ekipe. Seveda, marsikdo bi lahko dejal, saj je McLaren bil hitrejši od obeh Mercedesov. Seveda, en McLaren, ampak ne oba. Kolikor vzamemo neko povprečje, bomo videli, da ta izračun nekako drži. Ne popolnoma, ampak nimamo seveda vseh pravih podatkov. Zato bo tokrat na veliki nagradi Monaka toliko bolj pomembna strategija. Znane ozke monaške ulice ne dovoljujejo kakšnih strastnih, dolgih prehitevanj. Imamo samo eno območje DRS-a, zato bo izjemnega pomena, kdaj bo kdo šel na tisto eno in edino menjavo. Sam, ukolikor ne bo deževalo ali bilo prisotno kakšno drugo izredno stanje, ne vidim potrebe po dveh menjavah. Izguba časa bi bila seveda prevelika. Tokrat pred predstavitvijo mojega videnja tista običajna fraza. Namreč sam nisem imel časa prebrati nobenega članka, ki bi se ukvarjal s strategijo velike nagrade Monaka, da bi se nekako zgledoval po tujem znanju. Seveda, lahko se motim, lahko imam prav, a o tem se bomo pogovarjali v komentarju velike nagrade Monaka. In kot vidite na vaših ekranih, 3 variante,
od katerih, po mojem mnenju, sta prvi dve izjemno zanimivi. Prva strategija bo verjetno ona, katere se bodo poslužili pri skuderiji Ferrari, vsaj tako nam je pokazal drugi prosti trening. Prvi del na pnevmatiki soft in po mojem mnenju bo ta trajal tam okrog 30 krogov. Seveda kakšen krog prej, kakšen krog kasneje. Nato pnevmatika hard ter seveda do konca. Druga možna strategija je seveda podobna, čeprav bomo videli, da ima prednosti in tudi slabosti. Prvi del prav tako na pnevmatiki soft, ampak približno 5 krogov dalj. In nato pnevmatiko medium ter do konca. In sam predvidevam, da pri Red Bullu bi se lahko poslužili te druge variante. Tretja varianta kot taka je pa tista opcija, v katero vsaj na papirju ne verjamem preveč. Začeti na pnevmatiki medium, jo imeti tam za čez dobrih 30 krogov in nato pnevmatiko hard. In seveda možen je tudi obratni vrstni red. A seveda gre za varianto, ki bi lahko prišla v poštev, če bi kdo izmed voznikov hotel presenetiti tam iz ozadja. A zakaj taka razlika seveda med prvo in drugo strategijo? Če se spomnite prvega prostega treninga, so pri Ferrariju porabili 2 seta pnevmatik medium. Na drugem prostem treningu so uporabljali pnevmatiko soft in pnevmatiko hard. Obratno od tistega, kar smo videli pri Red Bullu. In sedaj med najboljšimi imajo vsi le en set medium, en set hard in seveda vse tiste pnevmatike soft, ki so jim ostale po samih kvalifikacijah. Torej, kakšne drugačne kombinacije z enim postankom si sploh ne moremo predstavljati. Ampak zakaj je tako bistvena ta razlika in tistih 5 krogov, ki sem vam jih povedal? Če si malce izposodimo makete, bo verjetno takoj vse jasno. Vemo, da Ferrari je v prvi vrsti in bo seveda, ukolikor ne bo prišlo do kakih trkov, zadrževal za seboj Red Bull. A ukolikor se bo Ferrari ustavil prej, bo prišel na progo z bistveno slabšimi pnevmatikami. In Red Bull bo imel 5 krogov, približno več časa pnevmatike soft, ko bo Ferrari na progi s pnevmatiko hard. In če pogledamo malce rezultate prostih treningov, bomo lahko ugotovili, da Charles Leclerc je bil v bistvu najhitrejši s pnevmatiko hard. To na prvi pogled še ne pomeni dosti, ampak bodite pozorni samo na rezultate, naprimer tretjega prostega treninga. Vidite lahko čas na krog s pnevmatiko soft. Ampak tam med 30 in 35 krogom mislite, da je nemogoče, da bi pri Red Bullu imeli ritem med minuto 13 sekundami in 2 desetinkama ter minuto 13 sekund in 5 desetink? To bi bilo približno še zmeraj sekundo hitreje od tistega, kar bi napravil naprimer Ferrari s pnevmatiko hard. In bilo bi dovolj, da bi potem po menjavi prišli na progo pred obema Ferrarijama. Seveda, gre za teorijo in nekako moje videnje možnih potez, ki bi si jih lahko zbrali pri Red Bullu. Seveda čisto možno je, da pri Ferrariju bodo tudi prvi del dirke nekako potegnili proti 35. krogu in nadeli pnevmatike medium. Ampak izhajam iz tistega, kar sem videl na prostih treningih in predstavim vam neko varianto, ki je možna ter seveda zanimiva. Kot običajno se bomo o vsem tem, poleg tistega, kar bo napovedal Pirelli, pogovarjali v samem komentarju po veliki nagradi Monaka. Tokrat za zadnji briefing bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.